Članek, ki smo ga objavili v reviji Climatic Change, obravnava problematiko obmorskih mokrišč, se pravi vpliva dvigovanja morske gladine na te posebne habitate, ki so v bistvu na stičišču kopnega in pa morja. In v sklopu teh mokrišč smo v bistvu proučevali, kako se posamezne vrste ptic, ki gnezdijo v teh posebnih habitatih, lahko odzovejo v bistvu na okoljski pritisk v obliki dvigovanja morske gladine kot posledice podnebnih sprememb. V Sloveniji smo to raziskavo opravljali na Sečoveljskih solinah, se pravi Krajinski park Sečoveljske soline, in pa se pravi v Škocjanskem zatoku v Kopru. Gre za dve edini taki mokrišči, ki jih imamo na razpolago, zato smo v bistvu bili zelo omejeni. Obalna mokrišča so v bistvu na globalnem nivoju ogrožena zaradi tega, ker smo pač v obdobju intenzivnih podnebnih sprememb. S tem je ena izmed glavnih merljivih, dokaj dobro merljivih kazalcev prav dvigovanje morske gladine, in z ene strani pritiska na obmorska mokrišča dvigovanje morske gladine, z druge strani pa seveda človek, zaradi tega, ker obale so tiste, ki so najbolj poseljene. Malo drugače je seveda zgodba pri mokriščih v tropskem pasu, tam, ko imamo mangrove in tako naprej, ampak v evropskem merilu pa imamo tipičen primer procesa, ki ga v bistvu recimo avstralski znanstveniki poimenujejo coastal squeeze. Torej, krčijo se mokrišča z ene in pa z druge smeri, in zaradi tega so v bistvu vroča zgodba za raziskovanje. Torej, s tem, ko se v bistvu krči površina, ki je razpoložljiva za gnezdenje ptic, se pravi ptice gnezdijo v točno določenem habitatu, v točno določeni obliki, vegetacijski obliki na mokriščih, in če se ta površina krči, so tudi v bistvu ptice prikrajšane oziroma nimajo možnost gradnje gnezd, in se lahko njihovo število v tej regiji, ki jo proučujemo, zmanjša, celo lahko tudi izginejo. In seveda je to v škodo lokalne ali pa regionalne biodiverzitete, in ker proučujemo tudi v našem članku ptice, ki so del ogroženih vrst, se pravi na rdečem seznamu, je ta zgodba toliko bolj zanimiva. Skratka, stroka, znanost se trudi, da v bistvu te posebne rastlinske in pa živalske vrste skušamo ohraniti v tem prostoru, ker so to pomemben mozaik k biodiverziteti nasploh. Najbolj pomembne ugotovitve naše študije so to, da se da obmorske habitate zelo dobro ponazoriti z samim mikroreliefom. Druga pomembna ugotovitev je to, da bodo ti habitatni tipi seveda prizadeti zaradi dvigovanja morske gladine in antropogenih vplivov. In pa tretja zelo pomembna ugotovitev je ta, da so na te habitate različno vezane obravnavane ptice, se pravi vsaka ptica ima svojo gnezditveno nišo. To pomeni, da bo odziv same vrste, ki jih obravnavamo, različen. Naša študija je v bistvu privedla tudi do tega, da smo v sodelovanju oziroma so upravljavci parka se odločili za to, da so v bistvu razširili nekatere gnezditvene površine, ustvarili novo kopno, na različnih nadmorskih višinah, kjer se lahko oblikujejo različni habitatni tipi, v katerih gnezdijo različne ptice, in s tem v bistvu na podlagi teh rezultatov povečali gnezditveno površino in se s tem v bistvu borijo proti temu procesu, ki ga obravnavamo, se pravi izginjanje teh habitatov zaradi dvigovanja morske gladine in pa antropogenih vplivov z druge strani.